ja, naredi vse, kar smo rekli, po drugi strani pa eden enih navadnih cigaret ni pustil. Se pravi, tu ni, ampak filmska industrija je popačila malo to mnenje o sami hipnozi in zato, da oni radi potencirajo, izvlečejo nekaj ven in potem se to dosti izmišljujo in tega ni. Potem nekaterim to malo jim nagaja za samo vstop v hipnozo in to je narodno. No in tukaj notri so vsi vaši vzorci, so vzorci in dejansko, ko smo enkrat podzvesti, lahko delamo. In določene zadeve gre zelo hitro. Zelo hitro, neverjem močno se da spreminjati določene navade, vse vaše navade so tukaj notri, prehrambene, skratka, vsaka naša zadeva, ki jo mi počnemo tako nekaj malo dlje časa, je tukaj notri shranjena. Zdaj pa takole, lejte, vaša podzavest, to je stroj, ki ne zna razmišljati. Njej je čisto vseeno, v kateri smer teka, v katero smer se dejansko obrača. Ali ste vi kadilec, ali nekadilec, ali debeli, ali sluh je sploh ni pomembno za njo. Glavno, da ona nekaj dela. Zdaj pa takole, vi na zunanjem delu, se pravi zavestnem delu, vi si lahko mogoče želite, ja, bom shujšal, bom nehal kaditi in tako dalje, vendar dokler ta odločitev ne gre sem notri in da nastane sprememba programa, ne bo šlo. Nekateri ljudje jim ratajo sami, enostavno zelo močno želijo v danem momentu sami sebi presenetijo, dajo spremembo noter in se začne dogajati. Drugače pa najbolj praktično, da to mi sami naredimo, mi sami, oziroma s pomočjo terapeuta, ker iste besede, ko je eno hipnotično stanje narejeno, tako kot se šika, je potem tiste iste besede tvorijo program v vaši podzavesti. Je pa vaša podzavest sama po sebi in njo sploh ne gane, kaj ona dela. Sploh ne gane. Ona glavno, da izvršuje tisti program. Zdaj pa tako, gledajte, recimo, kaj v praksi je malce narodno. V praksi je malce narodno to, da tako, gledajte, karakteristika podzavesti je, da tukaj notri ni časa. Tu je vedno sedanjost. V podzavesti je vedno sedanjost in zaradi tega, recimo, majhni otroci ne razumejo bodočnosti ali pa preteklosti. Ne, vedno sedanjost. Zdaj pa ta sedanjost, ta karakteristika podzavesti je kažkrat malce nerodna. Da bomo razložili, zakaj. Ker dogodek, čeprav se je zgodil 30 let nazaj, ko ste bili vi majhen otrok, ga je vaša podzavest vzela in se začela z njim igrati in njej je postal pomemben, in ona za njo je to vedno zdaj. Se pravi, čeprav ste vi vzrok vašega izgledanja, recimo lahko je tam, ko ste bili 3-4 leta stari, ampak za vašo podzavest ni to 20-30 let nazaj. Ne, za vašo podzavest je vedno sedanjik. To je edini problem, mogoče njen, ta karakteristika malce nenavadna in potem s hipnozo gremo tam pa povemo temu, ok, zdaj pa nehaj, zdaj pa malo zmanjša to zadevo in naredimo to zadevo zopet komičko, kot je bilo. Ja, v bistvu to dela hipnoterapija. Hipnoterapija dela obratno od podzavesti, ker podzavest bo vaš kakšen neprijeten dogodek vzela. Ni nujno, da ne vem kakšen, da smo se najasno. Kakšno malenkost, veste, bo vzela in jo bo začela si igrati z njo. In z leti jo bo toliko napihnila, da bo postala moteča. In te hipnoterapija gre pa ravno nazaj in iz unega slona naredi zopet muho, kar je bilo prej. In to je smiselno tega, da naredi muho in da cela zadeva gre zopet na eno normalno točko, da ni več toliko obremenjujoča. In potem se rešujemo, na tak način se pač rešujemo raznih fobij, strahov in tako dalje, ker z leti so, veste, ne mislite, da je, vi lahko čutite mogoče na zavestni ravni zadnji 2-3 leta določene zadeve, da so se dogajale. Samo mi, ko gremo v hipnoterapiji, potem pogledati regresivno nazaj, kdaj se je to začelo, dostikrat gremo tudi po 20-30 let nazaj, dostikrat gremo v vrtec, kar je najbolj zanimivo, dosti stvari se tako dogajalo. Ker do takrat, dokler se ta kritični faktor ni razvil, ste bili vi zelo ranljivi, ne vi, tudi jaz takrat, se pravi, dokler se tista zaščita okoli nas ni razvila, smo mi zelo ranljivi in takrat tudi ogromno ne znamo analizirati, kaj je dobro, kaj je slabo za nas in sem nalagamo v našo glavo, to je faza učenja, in potem, kakšenkrat nas te vzorci z leti začnejo motiti, to je to. Tako da, če boste imeli občutek, da še karkoli lahko jaz vam pomagam rešiti okoli same hipnoze, tako da, če naredimo en tak rezime, hipnoza ni spanje, veste, kontrola je vedno vaša, ne moja, jaz se tega zavedam in tudi je brez veze, da zdaj klatim neke neumnosti. Nekateri terapeuti še malo zadržuje za sebe, vendar čim boste naleteli, jaz vam svetujem, čim boste naleteli na neke take malo skrivnostne zadeve, neke specialno izrazoslovje ali kaj takega, to ponovadi zadnji so ljudje, ki ne obvladajo dovolj svojega posla ali pa to namensko delo. Zdaj, zakaj namensko delo? To je čisto brez potrebe. Glede, to je zelo popularno orodje, in poleg tega končna faza je tako v vaših rokah. Če boste vi želeli spremembo, jo boste sprejeli, če ne pa ne. Če vi ne boste želeli spremembe, recimo, če je vas žena poslala k meni, da nehate kaditi, ko njej ratalo, ki je bila pri meni, vi pa bi radi še naprej kadili, vi ste lahko pri meni 3 dni v hipnozi, pa bi jaz non-stop govoril, kako boste nehali kaditi,
pa ne bo ratalo. Ne bo, ker nočete tega. Ne. Tako da to ni, veste, v hipnozi se nikoli ni dalo nobenega zlorabi. To so filmska industrija je to naredila za neke svoje potrebe in nam je malo škodovala. Ker te ljudje si mislijo potem, jo in kaj zdaj, kam pa zdaj delamo. Ne. In to skrat pride ljudje tudi z idejo, da bi radi recimo ali posneli recimo to, ko so pri meni, da bojo vedeli. Sam potem, ko jim razložimo, da dejansko tega ni, da stalno se slišim, da stalno se prisotnja, potem se gre mal po svoje, nenavadno, samo dovolj je ena sama izkušnja, prava izkušnja, govorim za hipnozo, in potem vsi vaši zdržki odpadajo. To je zelo zanimivo. Hipnoza je eno tako zelo zanimivo stanje, ker ko ga vi enkrat probate, ko se ga naučite, nikoli več ga ne pozabite. To je isto, ko vožem z biciklo. In verjamite mi, da ko vas bilo kdaj vas srečam, vam namignem, greva, boste takoj za stvar. Celo vi mene boste perfektali. Dejte, gremo še enkrat v hipnozo. To je najbolj zanimivo. Na začetku je pa nekateri ljudje se malenkost malo potegnejo nazaj, prav zaradi teh, ko bi rekel, tako malce nenavadno predstavljene cele zadeve. Drugače zadeva je zelo nedolžna sama po sebi, najmočnejša je pa v tisto smer, ko vi želite. Se pravi, ko imamo mi vašo željo, pa da greva v tisto smer, je pa hipnoza čudovito orodje. Res zelo močno, zelo temeljito in spremembe v bistvu takole nastanejo. Tako da, ko imamo enkrat kulturno hipnotično stanje, verjamite mi, vaša fobija bo v rok pol izginila zavedno. Tako da ni tukaj nobenega problema. So eni malo težji problemi, recimo hujšanje. Hujšanje tako meni, kar se mene tiče osebno, je hujšanje že neke vrste tak manjši projekt. Projekt ni zadeva, ker tam sicer gremo za direktno hipnozo, gremo vedno na spremembo vašega vzorca hrane, vendar je tako, kakšenkrat ima ta vzorec vaše hrane tudi kakšno ozadje. In če ima ozadja, potem moramo potem vse še enkrat dobiti in ozadja spreminjati, ker ne bojo tiste ozadje, to govorim, to so razne čustvene narave, in tiste čustvene narave ne bojo dovolili, da se ta vzorec hrane ne spremeni, dokler njih ne uredimo. In tako da je treba tako, tam je treba malo več delati, ampak se splača, ker imate potem pa trajno spremembo. Veste, hujšanje s pomočjo hipnoze ni zdaj, ko bi rekel, tista direktna sugestija, hujšaj, vaše telo se topi. Ne. Običajno se gre na vzorec hrane in se ga zmanjša, in posledično, ker manj jeste, manj gre dol. Sam boste vi boste manj jedli, to deluje na avtomatskem nivoju, ne rekel mi je sam polovico, da pojem. Ne, vi pozabite, da ste bili pred meni. Sprememba vaša se začne, ker je nov program, enostavno je čisto svoje. Vi pozabite, da ste bila sploh po mene, ampak enostavno, ko imate krožnik pred sabo, pojeste tisto polovičko in več ne gre, ne morate več pojesti. To je smisel celega tega dela. To je to, čudovito. Jaz pravim, kar se mene tiče, jaz bi zakonsko dal, da vsak, ki je napolnjen na 18 let, da gre enkrat na hipnozo, pravo hipnozo, da je proba, da jo vidi, kako izgleda in da ima pripravljen teren, ker kdorkoli je bil kdaj prvič v hipnozi in naslednjič nima nikoli več nobene težave. Meni je všeč, ko prihajajo k meni mladi ljudje, inteligentni mladi ljudje, ki si želijo določene spremembe ali pa želijo kaj delati na sebi. To je pa dobro, ker oni imajo nežne vzorce, to so nežni vzorci, niso dolgotrajni vzorci in zelo lepo je z njimi delati. To je velika večja razlika, kot pa da mi ne pride nekdo pri 50-ih, pa reče, gremo malo urejati življenje za nazaj. Tam nas čaka delo in to je to. Ampak se da, gledajte, vsak vzorec se da obrniti, smatrate to, kot je navaden računalniški program, katerega obrnemo, je pač vsak človek individualec, veste, eni rabijo eno terapijo, eni pa rabijo 3 terapije, to je čisto relativno, in poleg tega moramo vedno delati tudi na hipnotičnem stanju, se pravi, tiste delovnega stanja naprej še delamo, pa če vi rabite samo delo, pač moramo se parkrat srečati, da sploh pridemo do tam, da lahko začnemo delati, od tiste točke pa naprej, Tako da medtem, ko ste poslušali tale video posnetek, v katerem sem jaz vam poskusil čim več razložiti okoli te zadeve, zabeležite si dol vašo beležko, kakšno vprašanje mogoče med tem, pa boste videli potem, če lahko vam jaz karkoli še razložim, potem, ko boste prišli do mene notri. In še enkrat povem, hipnoza ni kakršnokoli spanje, ni nezavesti, ni teme, tako da ne iskati teh stvarih, ne boste najdli. Mi hipnoterapeuti imamo celo obraten primer, mi vam moramo celo dokazovati, da ste bili v hipnozi, v večini primerov, eni čutijo, da smo si nasni, eni čutijo, v večini primerov vam moramo pa nekaj dokazati, da ste bili noter, ker ne verjamete, to je najbolj zanimivo. Ja, rade volje pokažemo, ko ste enkrat notri, rade volje vam pokažemo, ker je zadeva zabavna, zanimiva in vas bo navdušila, kar se tega tiče. Tako da, zabeležite si, karkoli se da zdaj, vidva se čez par minut, ko boste stopili do mene,
Če vam še karkoli je, če vam mogoče rabite še kakšnokoli dodatno razlago, bova hitro povedala. Če ne, kaj ne rečem, čim več pozitivnih sprememb, hitrih sprememb in upam, da vam bom lahko pomagal v tisti zadevi, zakaj ste danes tukaj. A ne? Lep pozdrav!